Ta ženska postaja viralna iz vseh pravih razlogov. Nespoštljivo. Zakaj molite na ulici? To je en sam razlog in nič drugega. To sploh ni običajno. To ni nekaj, kar počnemo v tej državi. To ni nekaj, kar počnemo v tej državi. To ni nekaj, kar počnemo v tej državi. Sem islamofobka, vendar nisem rasistka. Sem proti islamu. Mislim, lahko to rečemo na teh krajih, ne vem, kaj misliš. Veselo zibanje, to ni nekaj, kar počnemo v tej državi. To ni nekaj, kar... V redu, torej daj mi 10. Ja, jaz sem enako. Če tega ne naredimo, ali kristjani, ali muslimani molijo zunaj ali znotraj Mislim, tega. nočem tega reči, ampak pogum tej ženske je neverjeten. Pač reče, ja, nisem rasistka, ne mislim, da je tvoja vera prava. In mislim, da to počneš kot dejanje prevlade, da nas poskušaš prestrašiti. In mislim, da to počneš, da nekaj dokažeš. In s tem se ne počutim dobro. Ta vlada je nedavno namenila med 14 in 18 milijard funtov za preselitev Afganistancev. In namenili so 5 milijonov za preiskalo tolpe pakistanskih muslimanskih pedofilov in posiljevalcev. To ni dobra številka. Tistim žrtvam so namenili le 5 milijonov, da bi ugotovili, koliko pakistanskih pedofilskih posiljevalcev je bilo vpletenih v posilstva naših otrok v tej državi. Mislim, da lahko rečemo, da obstaja možnost, da jo bo aretirala britanska policija, ker ne prenesejo, da ljudje tako odkrito govorijo. Ampak ona je junakinja, prava junakinja, ker se izpostavlja za stvari, v katere verjame, ker govori stvari, ki so sporne, ker znova in znova odhaja na debate pred kamero, na video. Ni je strah, ni ji žal. Poskuša zaščititi svojo državo. A se strinjamo z vsako stvarjo, ki jo ona pove? Ne vem, ker nisem poslušala vsake njene izjave. Vem pa, da je vredno praznovanja, ko je nekdo pripravljen ustati in se boriti proti nečemu, kar vidi kot odvratno.